Policisti operativno-komunikacijskega centra policijske uprave Murska Sobota so bili včeraj, 18.2. ob 13:20 uri strani nujne medicinske pomoči obveščeni, da je njihova ekipa na območju upravne enote Ljutomer pred stanovanjsko hišo našla mrtvega moškega. Na kraj so bili napoteni policisti policijske postaje Ljutomer, ki so na podlagi prvih zbranih obvestil ugotovili, da je smrt pokojnega posledica kaznivega dejanja. Zaradi tega je bila na kraj napotena ekipa sektorja kriminalistične policije, torej ugledna skupina, hkrati sta pa bila obveščena tudi okrožni državni tožilec in preiskovalni sodnik, ki sta v nadaljevanju prevzela ogled kraja kaznivega dejanja. Na podlagi ogleda in seveda zbranih obvestil je bilo ugotovljeno, da je 73-letni občan umrl zaradi posledic strelne rane. Med ogledom kraja je bil približno 100 metrov oziroma je bilo približno 100 metrov od prvega trupla najdemo drugo truplo moškega spola, in sicer 79-letni občan, ob katerem je bilo najdeno kratkocevno orožje. Zadevo preiskujemo v smeri kaznivega dejanja umora po 116. členu Kazenskega zakonika ter smrti druge osebe, ki pa ni posledica kaznivega dejanja. Moški storilec za orožje, ki ga uporablja pri samem kaznivem dejanju, ni imel orožne listine. Lahko pa potrdimo, da sta moška bila v sorodstvenem razmerju. Seveda po do sedaj zbranih obvestilih, po dejstvih, ki so z ogleda kraja dejanja, stvari kažejo, da je šlo za umor, torej za naklepno kaznivo dejanje. Motiv zaenkrat še ni znan, ampak po prvih zbranih obvestilih kaže na večletni oziroma dolgotrajni spor med storilcem in oškodovancem. Moški nima predkaznovanosti, pa tudi vseh teh zadnjih letih ni bilo zaznanih kršitev javnega reda in miru. Mislim, da sta bila 2 klica na OKC, na operativno-komunikacijski center, eden je bil zgolj zaradi spora med njima. Storilec je bil najden približno 100 metrov od kraja prvega trupla, se pravi od kraja storitve kaznivega dejanja. To je bilo v bistvu stran od hiše oškodovanca, kakih 100 metrov stran na tako imenovani gozdni poti.